V Plečnikovem hodniku v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani bo do 13. oktobra na ogled razstava o 15-letnici Večernice, nagrade Večera za otroško in mladinsko literaturo, ki jo je v sodelovanju s ČZP Večer pripravila Mariborska knjižnica in katere avtorica je Darka Tancer-Kajnih. Sinoči je v prostorih NUK potekal literarni večer z dosedanjimi nagrajenci, ki so zbranim prebirali odlomke iz svojih del. Na parkirišču se je usklajevanje tovora menjavalo z globoko koncentracijo. Kaj te imate to v vrečki, da je to v kuferam? Je iz prtljažnika jemal koce in brisače, s katerim je zakamufliral paket pod prvim sedežem. Kaj se je v mladinski literaturi spremenilo v zadnjih 15 letih? Ne glede na to, da sem v Večernici bila prvo leto, ko so jo podeljevali, nominirana, mislim, da nisem jaz prava oseba, da bi o tem povedala, ampak da to morate vprašati recimo kako dr. Haramijo ali pa recimo te strokovnjake, ki se z mladinsko književnostjo seveda ciljano ukvarjajo. Medtem ko jaz sem samo, bi rekla, bralec, sicer strasten bralec, ampak mislim, da je premalo, da bi dajala sodbe. Jaz bi rekla, da pravzaprav spremembe so. Medtem, ko je bila literatura pred 10 leti, 12 leti, tudi izbor nominirancev, mogoče bolj v nekih okvirih, mogoče didaktičnih, rahlo didaktičnih ali rahlo pedagoških, se mi zdi, da se je potem v zadnjih letih začela odmikati od tega okvira, pa ne vem, ali je to zaradi žirije, ali je to zaradi nabora del, ki vsako leto izidejo, ampak premiki vsekakor so in rekla bi, grozno mi je všeč, so mi všeč Večernice, ki jih je osvojila poezija, ker se mi zdi to en unikum in kar se otroške poezije tiče, se strinjam, da je mnogo premalo in potem bi rekla, da smo dobili na področju pravzaprav problemske literature v bistvu kar nekaj izjemnih del. Vsaj po moji skromni oceni se mi zdi, da tukaj v zadnjih letih ne gre več toliko za podiranje nekih tabujev, temveč gre za bolj subtilno literaturo in da je možno tudi v mladinskih romanih, se pravi, brati na dveh nivojih in da je sporočilnost večplastna. Tega se mi zdi, da pred 15 leti recimo, da ni bilo. Kaj moramo storiti, da bo knjiga našla pot v roke mladih? Dobre knjige. Mislim, da je treba dati samo dobre knjige, ker dobra knjiga zmeraj najde pravega bralca. Ja, mislim, tudi televizija in računalniški zasloni jih poneumljajo vsaj toliko kot knjige, če ne mnogo bolj. Tako da ne bi rekla, da tu tiči vzrok. Zdaj mlade pod pritiskom oziroma prisiliti v branje, mislim, da je nemogoče. Ravno zato je na nas in na avtorjih in na založnikih in recimo na pokroviteljih, ki prepoznajo, ki imajo posluh za literaturo in so pripravljeni literaturo tudi podpreti, da damo vse od sebe, da lahko na trgu konkuriramo v bistvu drugim medijem. Koliko otroka mora biti v odraslem, da lahko piše literaturo za mladostnike? Procentualno lahko rečem kar precej. Mislim, da je to vseeno, kdo piše zdaj, ali piše star, ali odrasel, ali malo mlajši, Predvsem mora biti pa dober pisatelj. Markeza berejo vsi, mladi in stari, ker je pač Markez in ker je dober.